Ok, a me slište? A sem preglasna? Pa je, histerična tudi ne. Prejšnji teden smo bili torej na vrhu Triglava za namenom, da tudi na simbolni ravni izkažemo našo odločnost. Triglav je simbol celotne družbe v Sloveniji in zgodovinsko gledano tudi pomemben simbol upora. Simbol boja za svobodo, boja za pravico, boja proti tujim in domačim okupatorjem, boja proti fašizmu v vseh njegovih oblikah. Pripada ljudem in ne politiki. Tako kot oblast, tudi Triglav pripada ljudstvu in ne politikom. In potem, ko smo se pa spustili na Kredarico, smo pa doživeli neprijetno srečanje s samim predsednikom vlade Janezom Janšo in odstopljenim ministrom Hojsom. Janša nas je že na samem začetku vse užalil, tako kot to seveda najbolj znam. Mi pa smo odločno in glasno želeli predati sporočilam, ki jih že več kot leto in pol sporočamo tudi na teh petkovih protestih. In celotni tej interakciji je sledil buren odziv različnih političnih akterjev, ki pa je tekom tedna samo še bolj jasno pokazal razkorak med ljudstvom na eni strani in političnimi strankami na drugi strani. Te so se namreč na srečanje z Janezom Janšo na Kredarici v prvih odzivih večinoma spregledale nesprejemljivost in žaljivost besed Janeza Janše in fizični napad, ki sem ga bila zaradi glasno zastavljenih vprašanj deležna jaz. Morda je to tudi odraz tega, da očitno še vedno v družbi, predvsem pa tudi v politiki in v medijih, še vedno prevladuje miselnost, da moramo biti ženske predvsem mirne, vljudne, poslušne, verjetno samo za štedilnikom in pa predvsem tiho, a ne? Vendar pa so besede, ki jih izrekamo protestnice in protestniki ostre, so glasne in verjamemo, da so politikom neprijetne. Ampak zato, ker je trenutno stanje v Sloveniji zelo neprijetno. Neprijetno za večino prebivalk in prebivalcev. In ker resnica o tem stanju v Sloveniji enostavno ni prijetna. In če jih politična elita ni pripravljena slišati v vsej svoji brutalni iskrenosti, potem ni zmožna in legitimna zastopati ljudi. In to velja tako za koalicijo kot za opozicijo. Zato danes tukaj ponovno poudarjam sporočila, ki jih izražamo že več tednov, ki so bila povedana na protestu na samem vrhu Triglava v delni obliki tudi Janezu Janši iz oči v oči, danes pa so namenjena tudi opoziciji oziroma vsem politikom, ki tega očitno še vedno niso slišali ali pa dojeli. Vsej politični eliti torej sporočamo, ker ste se že cel teden odzivali na intonacijo mojega glasu, ste preslišali sporočila, ki jih protestnice in protestniki že 70 tednov opozarjamo. Namesto torej, da opevate lepote gora in spokojni mir, ki si ga želite tam, se raje posvetite naslednjim dejavnikom, ki ogrožajo svobodo, demokracijo in vladavino prava v Sloveniji. Janez Janša, odstopljeni minister Hojs in njuni pajdaši so tisti, ki vse skozi žalijo, se obnašajo pokroviteljsko, vulgarno in prostaško. Kot nosilci oblasti in velikokrat v svojem službenem času, v okviru svojih službenih funkcij, žalijo ljudstvo, novinarke, manjšine in nasplošno vse drugače misleče.
Zaradi nesposobnosti te vlade se že od samega začetka z epidemijo soočamo na katastrofalen način. Ponovno smo v rdeči fazi, nismo pripravljeni na naslednje korake, nikoli ne vemo, kakšna pravila bodo veljala jutri, sami vladni predstavniki se teh pravil ne držijo, za te katastrofalne razmere pa naj bi bili krivi predvsem prebivalke in prebivalci sami. Čez nekaj dni se začne šola, pa še vedno otroci, njihovi starši, učitelji in ravnatelji nimajo jasnih navodil ali zagotovljenih potrebnih pogojev za preprečevanje okužb in zagotavljanja varnega in kakovostnega izobraževanja za vse. Ukrepi, ki jih je sprejemala vlada tekom epidemije, so bili neustavni. Samovoljno je presegla svoja pooblastila in še vedno za to ni nihče odgovarjal, medtem pa smo prebivalke in prebivalci plačali za več kot 1,3 milijone protikoronskih kazni. Od samega začetka te vlade smo priča korupciji, ki se je začela z nakupom mask in zdravstvene opreme, od takrat pa se prek različnih nečednih poslov izgublja javni denar na vse različne načine. Ta se pod pretvezo različnih razpisov kanalizira v neka društva blizu vladnih ministrov. Tisti javni denar, ki pa ostane, se namenja vojski, ki bo dobila 780 milijonov, medtem ko se večina ljudi sooča s socialnimi in finančnimi stiskami. Ob tem vlada vse skozi politično kadruje in Janez Janša na mesec povprečno postavi kar 120 ljudi, ki funkcije zasedejo ne zaradi svoje kompetentnosti, temveč zaradi političnih povezav, ki jih imajo z SDS-om. Napada se svobodo medijev. STA že 239 dni opravlja javno službo brez plačila zanjo strani vlade. In vidimo tudi, kako agresivno so se že začeli posegi tudi v javno RTV. Med tem časom pa se neonacisti prosto sprehajajo med nami in na domačih vratih grozijo smrtjo petkovim kolesarjem. Njihov predsednik javno oznanja, da je Hitler heroj, njegovo društvo pa ima status v javnem interesu na področju kulture. Si podreja prav vse institucije, od policije do sodstva. Policisti, ki upravljajo svoje delo, žalijo z lenuhi in jim grozijo z odpovedjo, generalni direktor Olaj in Hojs pa z jasnimi političnimi navodili želijo nad nas poslati celo vodni top. Vlada nas vse skozi sramoti tudi na evropski ravni. Proti vsem domačim in evropskim pravilom še vedno niso potrjeni delegirani tožilci, za čemer pa se jasno skriva težnja po kadrovanju, zlorabi oblasti, podrejanju vseh institucij in ambiciji za nove koruptivne posle, ki jih ne bi pač nihče nadzoroval. Že več kot eno leto se izvaja represija nad protestnicami in protestniki, se protiustavno omejuje pravico do protestov in svobode izražanja. Še vedno ignorirajo mnenje ljudstva, ki je na zadnjem referendumu ne le obvarovalo čisto pitno vodo, ampak s tem tudi jasno izkazalo nezaupnico vladi. In pa konec koncev ta vlada ni bila izvoljena. Nastala je zaradi preračunljivosti in lastnih interesov posameznikov, ki jim je bolj kot javno dobro pomembno, kako bodo obdržali svoje stolčke, visoke plače, privilegije in dodatne usluge. Zato želimo o novi vladi
vladi odločiti na demokratičen način, s predčasnimi volitvami zdaj. To so naša sporočila, sporočila protestnic in protestnikov. To so naše zahteve, zahteve večine. Vlada namreč beleži najnižjo podporo v tem mandatu. Večina ljudstva je enotna. Ta vlada mora pasti. In ja, ta sporočila sporočamo glasno, odločno, ne glede na nadmorsko višino. In ne boste nas utišali. Vztrajali bomo, dokler ta vlada ne pade.